Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In danes se začne Jeger, ne? Pa Krajnc bo tam. Krajnc ima vedno vse vrhunsko pripravljeno, če veš, kaj mislim. Pač pravo temperaturo ima. Govorimo o street foodu Maribor, ki se danes začne, ne, o čem drugem pa. Verjetno nisi edini, ki tako zgodaj razmišlja o izvrstni hrani v mednarodni ponudbi, ne? Že zjutraj vstal, pa sem se malo potrebuško pobožal, pa sem gledal, kaj nas čaka. Jo mali danes pa ja, ne? Opala, danes pa te ati pelje. Tako da, fino, ne? Ja, ob 11 se začne. Ja, no, samo povem, če bo še kdo drug šel, ne? Kaj, ja, spomnim. Odštevaš, okay? Okay, zdaj pa o eni kar resni stvari. Zdaj, jaz moram reči, mene je na to opozoril moj mlajši sin, ko sva se vozila včeraj in je rekel, kako je zdaj, da je full trend na TikToku to, da se snemajo, ko delajo norije po cestah z avtomobili, vozijo kar tak pune mimo kolon, pa prek polnih črt, pa veškarje in to. Začel pol raziskovati in dejansko je tega. In pol sem še raziskoval in ugotovil, da je zdaj nedolgo nazaj sta bili dve hudi prometni nesreči, ena v Veliki Britaniji, ena na Irskem, v katerih je umrlo že skupaj 12 ljudi. V dveh nesrečah. Ja. In tako seveda so zdaj se začeli malo resneje končno ukvarjati tudi s tem. In glede na to, da zgledi vlečejo in da pač vidijo otroci, da v bistvu take stvari ima ful ogledov pa lajkov, ne? Da ne bi slučajno. Prosim lepo, ja. Ja, da ne bi slučajno, ker absolutno ni vredno. Ja. Jaz sem celo videl posnetek, ko so se za nalašč pelali nasproti. Mislim, po napačnem pasu na avtocesti. Na avtocesti. Samo zaradi tega, da so posneli tistih 10-15 sekund TikToka. To dajte pamet v glavo, prosim. Ja, res, prosim. In ne samo, da se igrate s svojim življenjem, igrate se tudi življenji drugih, ki absolutno niso nič krivi, ne? Ja. In je sej stara resnica pravi, da avtocesta ni prinesla samo dobrega, ne? To je v enem drugem kontekstu, ampak sporočilo je zagotovo enako, ne? Pazite nase, ne delajte nori, ni vredno. Res je. In pač mora človek vsak, in tu je recimo tudi ta glavna naloga staršev, da na to upozorijo oziroma na to izobrazijo na to temo, pa tudi ne nazadnje glavna naloga medijev, da se pač treba si je naliti čistega, če pač nisi dovolj kreativen, da bi na tak način pač je treba nekaj drugega delati, ne? Ja. Ne na silo, ne? Prosim lepo, ne. Ja, ker veš, skače lahko vsak, ne, ampak čisto zares pa kaj s tem narediš, razen da spravljaš v nevarnost sebe in druge, nič. Tak da pamet v roke, dajte se pogovoriti s svojimi najmlajšimi, ker na tak način lahko, se nikoli ne veste, ne, nekje po poti lahko s tem naredite samo dobro, absolutno nič slabega. Tak da pamet v roke. Nič ni bilo z Ligo prvakov včeraj. Celjani so žal izgubili po podaljšku z 2-1, ampak glej, dobro so se držali. Ful je bilo enih šanc, če pač ne izkoristiš, je pač tak. To Slovan je povedal seveda z golom Šporarja, ne. Prva reakcija je bila, pa kaj te lahko pričakuješ od kapetana Olimpije, razumeš? Prek bi škol, kaj te... To še to, kam na silo? Kam v gol, mislim, čist brez veze. Ampak dobro, glej, vseeno bodo igrali v Ligi Evropa, kar pa je tudi super, tako da čestitke. Fajn. In to je to, kar se fuzbala v Celju tiče. Zakaj bi več govorili? Ja, ne, pač moramo povedati, reči, ok, škoda, da ni, samo kaj češ, pa gremo dalje. Kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo seveda pogovarjali o tem, da se danes začne street food Maribor.
Kar Jeger seveda z veseljem oznanja že. Jaz sem se vstal z misli. Lepo. Lunin Merk bo. Merk bo spet. Ja, Sonča, zdaj Lunin. ja, tako je. Se ne ostavljata en drugega. Drugo delajo, danes se bomo naj se te zmenita enkrat. Smo se pogovarjali, kak bi bilo, če bi enkrat bilo sonce na eni strani neba, Lunin Merk pa na drugem. Na drugi strani. Da bi se končno ne vedlo, da je Luna res samo projekcija. Ja, bomo šli zdaj. Ne, bomo brez skrbi. Danes bomo govorili tudi o dnevu hokeja, ki bo to soboto na Mariborskem otoku. Naš coach Jure Verlič pride mimo ob 8. In pa seveda ne smemo pozabiti, kaj je rekla Ema. Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Tako. 27. avgust in človek se tako zgodaj zjutraj vpraša, kaj za vraga je danes za en dan. Ja. 27. avgust. Dajmo pogledati. Na današnji dan leta 1883 je recimo izbruhnil indonezijski vulkan Krakatava in še danes velja to za najglasnejši izbruh vulkana, ker so pok slišali bojda. Konec 19. stoletja je to bilo, je malo tak, ne. Ampak naj bi pok slišali 4000 km stran. Kaj je to 4000? Moralo fejs pokniti. Moralo fejs zarezati, ne. Za vse, ki je bivša Jugoslavija imela nekih 1000, ne, ali koliko, ne. Tako da, toliko samo da si pač kak je vrezalo, ne. Tak je namor še razjeziti doma. Ne moreš, tako da... Ok, na današnji dan leta 1992 se rodi Super Mario Kart. Legendarna igra, ne? Nisem. Nikoli nista špilala. Ne morem verjeti. Na današnji dan se je zgodilo eno od najbolj zgodovinskih glasbenih srečanj. Leta 1965 se Beatli srečajo z Elvisom. Ja, šli so k njemu domov, ko so bili v Ameriki. In malo kaj popili, malo kaj prijedli, ne? Pa vzeli inštrumente ter imeli en tak jam session. Nice. To moglo biti dobro, ne? Sami kralji na kupu. Ja, sami kralji res na kupu. In pa recimo na današnji dan leta 1955 izide prva Guinnessova knjiga rekordov. Ja. In ko sem lani bil v pivovarni Guinness, če boste v Dublinu, seveda toplo priporočam, da si jo gledate, ker je res fino, sploh če imate radi Guinness, tako nekdo, ne vem. Dve roke, da vzrak samo. Priznam. In jaz veš, grem not in čakam, ki bo zdaj celo nadstropje posvečeno temu, nikjer kaj ekstra, ne. Samo, ok. Sploh nič, ne, pač samo pivo, tako da sem šel sam raziskovati, ampak dejansko je Guinnessova knjiga rekordov marketinška poteza pivovarne Guinness. Kak je do nje prišlo? Zelo zanimivo. Bilo je to, ne, takrat v tistih letih, v 50 letih prejšnjega stoletja, ko je direktor pivovarne Sir Hugh Beaver bil na lovu in je tam s pubeci razpravljal o tem, katera evropska lovna ptica je najhitrejša. Ema, to še ni bilo interneta, ne? Aha, ok, dobro. Ker vidim, da gledam, ker si misliš, da kot te pa te pogledaš. Ampak nista v nobeni knjigi našla natančnega odgovora in pol je on ugotovil, da se ljudje v pubih vsak dan prepirajo o takih stvareh. Je rekel, ok, zdaj pa dajmo mi dati ven knjigo, v kateri bodo vsi svetovni rekordi pa vse not zapisano, da se ne bi ljudje kregali. In sprva so jo zastojn delili v pubih, pol pa je to postalo tako popularno, da je to tako zraslo. Kaki car, kaj pa vizionar. Ker dobro, bravo. Kak znajo. Vrhunsko. Pa še, veš, ko natočiš, ko je ono glih prav pene, pa sem bil na mini tečaju, ki ga imaš tam v pivovarni, tudi kako pravilno natočiti. Ja. Iz steklinca, iz pločevinke ali tam zvonega, ko napumpaš. Sem s pločevinke. Ja, prosim te, kaj zgledam kot navaden, jaz. Ja ne, a veš, se pa te Guinness imajo v pločevinkah tudi, ne? Ja, imajo, samo to ni pravo. To ni pravo. Dan za Jegra. Že na vse zgodaj zjutraj se je zbudil dobre volje. Danes ob 11.
se začne naš festival, s katerim tradicionalno v Mariboru zaokrožimo avgust, na nek način tudi poletje. Street Food Maribor, Trg Leona Štuklja, danes, jutri in soboto od 11 dopoldne do 10 zvečer, mednarodna ponudba. Ne? Dimljeno, pečeno, žarjeno, tinstano, verjetno tudi, ne? Pa tekoči program. To? Vse je. In danes zjutraj bomo podelili oziroma dali ven še zadnji 2 prosti mesti oziroma zadnje vabilo za 2 osebi na veliko Toto Street Food pojedino. Danes ob 5. Skoraj polno je že to omizje, ki bo postavljeno na trgu. Tam boste prišli, se vsedli, celi prerez vsega, ne? Se pravi hrane, pijače, vse kar ponuja, pač skoraj srednjeveško bo, ne? Če ne starorimsko. Kakorkoli, samo da bo. Brez skrbi. In 2 stola čakata samo na vas. Samo še 2 sta fraj, tako da pošljete Street Food in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in potem probate ugotoviti, kje je naš kulinarični popotnik degustiral. Tako je bilo recimo včeraj Frasin Midvaršovu. Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stolčenega, vrhunsko paneranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to? Evo, Andreja, kaj misliš? Aha, dunajski šnicl. Ja pa seveda, v kateri državi? Avstrija. Ja pa v Avstriji, vidiš, kar 2 aplauza. Vse vejo. Vsi vse vejo. Vsi vse vejo. Ne, tako da, ja, vidiš, ne bi imeli dunajskega, če ne bi bilo radeckega. Recimo, ja. Jozef Radecki je hodil po Italiji, pa je tam videl, samo pol so tu prezle, tam so bili z bele moke, oziroma z kruha. Z bele, Kaj z bele? Ja, no pač rjave drobtine so boljše. Ne, veš, kakve so najboljše drobtine? Ko jih narediš sam, ko vzameš blender, pa noter nadrbiš žemljico, ne, daš česen, pa malo olivnega olja. Pol pa sveže. Jejoj. Resno? Ja, pa kar sveže, lepo spaniraš, pa pa z olja v usta. Tako da še malo veš, da se še svetlika po vrhu. Street Food Maribor torej se začne danes in kot smo rekli, še 2 mesti sta na voljo za našo Toto Street Food pojedino. Smo zdaj imeli izven etra mini predavanje o dunajskih šniclih. Samo to bom rekel, zaključilo se je z besedami Eme, ki je rekla, te se pa še vidva tako dobro držita, glede na to, koliko pojeta. Najmanj 3. Načeloma, ko je normalno kosilo, ko ni hrana, ki bi nama šla tak fejst v slast, pač toliko poješ, ampak ko pa enkrat dunajski pred tabo, 2, 3, 4, ne pa. Tako sem ti rekel, ne more kup šniclo zmagati, ni šanse. Samo en, ne, si gledala Highlander film, ne. There can be only one, zapomni si. To je moto. Ok, nekaj drugega, kaj pa ko, to me je skoraj kap, legendarna revija Bravo praznuje 70 let. Tega ne poznaš v bistvu, ne? Ema, ti sploh. Nemška revija. Ja, to za mlade. Tako bom rekel, v 80-ih je to bil edini pravi vir, da smo lahko dobili kakšne postere pa zanimive stvari. Ja. Nekaj časa je izhajala tudi v slovenščini, mislim, da ko sem jaz bil v osnovni ali srednji šoli. Jaz poznam samo v nemščini. Žal. Ampak ja, 70 let že, pa še vedno izhaja, zdaj sicer enkrat na mesec in z dosti manjšo naklado, tako da samo malo, da se spomnite, no, ker če ste iz tiste prave generacije, ne, pol če reče kdo revija Bravo, imate takoj slike in spomine. Pozor, ker prihajajo v parih čez nebo.
Namreč, če imamo nek datum, ne narobe razumeti zdaj, nek datum sončevega mrka, potem je običajno 2 tedna kasneje tudi lunin mrk in tako bo jutri zjutraj v zgodnjih jutranjih urah, sicer nad našim koncem Slovenije delni, pa vseeno lunin mrk. In gremo lepo po vrsti, še enkrat za vse, ki morda ne veste, kako pride do luninega mrka. Imamo hišnega astronoma, to je dr. Igor Žiberna, naš uradni strokovnjak, hišni strokovnjak za vesolje in univerzum, sicer predsednik Mariborskega astronomskega društva Orion in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je dr. Igor. Torej, kak pride do luninega? Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno, oziroma ko Luna zaide v Zemljino senco. To se vedno lahko zgodi samo takrat, ko je Luna v fazi polne Lune oziroma ščipa. Če bi bila Lunina orbita popolnoma identična, oziroma ravnina Lunine orbite identična z ravnino Zemljine orbite okoli Sonca, potem bi dejansko lahko enkrat na mesec opazovali lunin mrk oziroma tudi sončev mrk, ker pa je Lunina orbita okoli Zemlje za dobrih 5 stopinj nagnjena na Zemljino orbito okoli Sonca, se pa to zgodi malo redkeje. Veš, kaj vse naredi 5 stopinj? Veliko razlika. Ja. In torej smo rekli jutri zjutraj, kdaj točno ga bomo lahko pri nas opazovali, dr. Žiberna? V bistvu bomo lahko opazovali samo prvo fazo mrka, kajti takoj po maksimumu mrka, se pravi, ko bo Luna najgloblje zašla v Zemljino senco, bo potem Luna tudi zašla. V bistvu se bo vse skupaj začelo z polsenčno fazo mrka, se pravi, ko bo Luna zašla v Zemljino polsenco, to se bo zgodilo približno 3:21 po srednjeevropskem poletnem času, ampak polsenčne faze običajno s prostimi očmi ne vidimo. Isto, kar pa bomo lahko opazovali, takrat bo pa Luna začela prehajati v Zemljino senco, to se pa zgodilo ob 4:33 po srednjeevropskem poletnem času, torej v petek zjutraj. Ja, jutri zjutraj malo čez 4:30. Mi smo genau za opazovanje, genialno. Ampak še vedno je fajn opazovati skupaj s strokovnjaki. Dr. Žiberna, bo vaše astronomsko društvo Orion organiziralo opazovanje? To opazovanje bo potekalo na pločniku oziroma platoju zahodno od doma podiplomcev in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru. Dejansko bomo z opazovanjem začeli seveda že prej, tam uradno ob 4:15 po srednjeevropskem poletnem času, zaključili pa tam po 6. uri, ko bo Luna že zašla. Bo pa možno mrk seveda s pametnimi telefoni, z uporabo, oziroma v uporabi društvenih teleskopov tudi fotografirati. Ampak seveda vse v primeru jasnega vremena, tako da upajmo, da nam bo narava naklonjena. Nam bo, Ema? Ja. Ok, Dobro. narava nam bo naklonjena. Bo. Jutri zjutraj, malo po 4:30, bomo torej lahko opazovali delni lunin mrk. In če bi radi še zraven kaj zanimivega zvedeli, pojdite do Filozofske fakultete zjutraj in tam strokovnjaki iz društva Orion, še eno mini predavanje. Tako. Klik, 3-4 fotke, ne? Da se lahko pohvališ. Vse ni tako velika, pa to. Jaz grem. Okay. Ti si v službi. Ti si v službi. Ja, ne, kaj? Kaj je? Jutri, Kaj ja. ni? Jutri je petek. Jutri ni. Jutri ni, pač. In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če tako je. danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer, po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tako blizu, vemo, kaj je jeseni. Osrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, Ema, da smo tako daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj. Ja, lahko, ja. Ja, poslušaj. Če moški pije muškat, ženska nima česa bati. Jeger je včeraj bil na Teznu. Tako je. Lepo je tam. Pa mislim, da tam, ko sem jaz bil, No. bo še lepše, ampak že zdaj lepo napreduje. Kje je bil Jeger, vemo, če je bila stavba na Teznu, ki je potrebovala prenovo, je bila to zdravstvena postaja. Na to smo opozarjali dolgo, ne le mi, ampak tudi predvsem občanke in občani, ki seveda tam domujejo, Teznčanke, Teznčani. Ja, in res je, tisto je bilo kar dotrajano, no in pol so se pogovarjali načrti in se mi tja, zdaj pa stvari že tečejo in seveda jih moraš iti tu pa tam pogledati, veš, majstere ti, Ema, ne smeš kar pustiti. Ja. Mora biti kontrola, mora biti nadzor, treba je povedati, pogledati in dajmo malo, no. Ja, no in malo malo stisniti.
Mi smo bili tam, smo si pogledali, vse lepo napreduje in pravijo tudi, da finančna in terminska izvedba zaenkrat potekata po planu. Zdaj pa kaj se zdaj v tem trenutku vse dela, pa Jernej Gruber iz mestne občine Maribor, sicer pa vodja tega projekta. Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po 3 lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi, konstrukcija. No, tako, dela se. Eden največjih izzivov recimo je predstavljalo usklajevanje tehnologije in videza pigmentiranega betona na zunanji fasadi. Kam s temi izrazi? Ja, no, pač, če kdo ve, ali bo lepo ali ne. Bo lepo. No, to. No, ker zunanja fasada je že končana, sicer so za njo porabili malo več časa od načrtovanega, bo pa imela nova zdravstvena postaja približno 7000 kvadratnih metrov skupne površine, od tega nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov namenjenih ambulantam, v kletni etaži pa bo približno 55 parkirnih mest, na zunanjem parkirišču pa mislim, da še več kot 120. In kot je pojasnil Jernej Gruber, bo projekt finančno zaenkrat ostaja znotraj načrtovanega okvira. Celotna vrednost projekta je cirka 20,5 milijona. Zaenkrat ostajamo v tem okviru, od tega je približno 15 milijonov za gradbeno-obrtniška dela. Projekt je sofinanciran približno 5,3 milijona strani Ministrstva za zdravje. Zdravstveni dom Adolfa Drolca sofinancira približno 5,6 milijona, od tega 2,1 milijona za opremo. Ostale občine soustanoviteljice prispevajo približno 3,6 milijona, približno 1,3 milijona od tega iz lastnega proračuna, ostalo iz presežkov poslovanja zdravstvenega doma. Lepo, ne, tako da znotraj smo, to je pomembno. Tako. In hiša od zunaj, pa tudi od znotraj, kot smo rekli, 5000 kvadratnih metrov za ambulante je kar veliko. Tam bo, na tem mestu bo skoncentrirano veliko število najrazličnejših specialistov. Kaj vse pa bo dejansko tam, pa razlaga Marko Turčin, pomočnik direktorja zdravstvenega doma Adolfa Drolca. V pritličju bosta 2 tima pediatrične skrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljive bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodoben laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Teznu še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine. Evo. Ja. In naj še samo povem, 8 ambulant družinske medicine, do zdaj jih je bilo na Teznu 5, kar pomeni, da bodo 3 nove dodatne. Za vse tiste, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je to ena velika prednost, ker si bodo lahko potem izbrali svojega zdravnika. Projekt naj bi bil končan, oziroma gradnja naj bi bila končana do približno sredine prihodnjega leta. Objekt pa se bo začel uporabljati potem nekje v jeseni. Ok, tako da samo še eno leto praktično. Samo eno leto še zdržimo. In bo vse tipi-topi. Tako. In bo to ena od vrhunskih, najlepših, najbolj funkcionalnih in največjih zdravstvenih postaj v Sloveniji. Jaz mislim, da povedali so tudi, da ko so gradili Magdaleno, tam je prišlo do kakih napak, recimo tiste zavese. Pa da se ampak so rekli, da so se tam tudi marsikaj naučili in da bodo tukaj te napake odpravili, oziroma jih sploh ne bo. No, čas je že bil in malo še, pa bo tudi za zdravstveno oskrbo na Teznu poskrbljeno tak, kot treba. Realno gledano, nisem si mislil, da bom to dočakal kadarkoli. Res, ker tako dolgo, ko so to prelagali, sem pa ne, pa tam so bile razmere res nevzdržne. Tako da super in se veselimo tega, da bo tudi ta mestna packa zbrisana oziroma odkljukana. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Tine, ali ti lahko na začetku povem eno kratko zgodbo o tem, kako se to ne dela? Da slišim. Ne bomo z imeni. Ampak eden od članov ekipe tega radia je recimo včeraj svoji ženi razlagal, glej, jutri smo pa sama, glej, kaj če bi šla lepo na street food, pa te peljem v kino, pa imamo taki lep večer, super plan, ne? Pohvalno. Je tako blanjega, pa rekla, no, pa si se le spomnil. In zdaj prije ta moment, pa je rekel, kaj sem se spomnil, če smo sama, se pa ti gremo. A je 15. obletnica jutri, ne?
Ne bomo z imeni. Ne, zakaj bi z imeni? Absolutno ne. Ne tistemu, ki se je to naredilo. To zdaj se absolutno ne spodobi, samo lepo si zajebal. Ne morem, se obračujem, ampak ne morem drugače povedati. Ne Ko morem. se rekel, tako se to ne Ne dela. morem drugače povedati. Ja, res je. Ti moraš samo ja reči, pa potem čaka, da se sama izda, kaj je mislila. To je mislim, Glej, da osnovno, če ne? te lahko potolažim, 16, kaj si ne želel zapomniti. No, Viš, to je bilo. taka stvar je lahko pozitivna. Zato pa ima, zato ima Tine slabe vice. Ja, vidiš. Tine, povej. Tu sem naletel na en članek, pa da ne vedno se iz žensk norca delam. Pravilno. Mislim, norca. Jaz sem tu prebral, pa sem se prav nasmejal, ker sem se videl v vsaki toti. Ne, tu naslov je Men are simple. Torej, moški so preprosti, Kot smo slišali, ne? In da vem, če se vidva tudi najdeta. Recimo, ko hodimo, ne vem, na sprehod po gozdu, kako najdemo perfektno palico, takoj postane sabla. Je res, ne? Ko pečemo... To ne glede na to, koliko si star. Ko pečemo, recimo pri grilu, pa imamo, veš, to te pač klešče, ne? Tak nareš, probaš, če dela. Vedno, tak. Recimo, ko treba iz trgovine vnest vse vrečke, si još naenkrat dogol, ker neš dvakrat čas. Absolutno. Ker tu piše bolečina mine, dvakrat, da greš, pa traja celo življenje. Recimo, celi teden ti lahko odtehta ena dobra žabica po vodi, veš, ko najdeš perfekten kamen. Recimo, da nekaj popraviš oziroma se staviš brez navodil. Tu piše, da pol moški to vsaj do leta 2047 govori. Pa če treba kaj v koš vreč, si svetovni prvak v košarki. Tako je, Seveda si me videl. Ko daš koš, se veseliš. Je res, ne? Ne ima. Jaz sem se tudi kar našla v tem not. Da nisi malo moški. Ja, ne, mene malo zdaj skrbi. Da nisi ti emo. Ojoj. Ne, to ni bilo prav, se mi račulo. Hvala, Tine. Danes se začne ob 11. Street Food Maribor, danes, jutri in v soboto od 11. dopoldne do 10. zvečer. Ne, Iger. Dobro, jaz komaj čakam. In še zadnji dve prosti mesti za zdaj že tradicionalno in po svoje legendarno Toto Street Food pojedino sta na voljo, oziroma ja, lahko rečemo, sta še samo malo na voljo, ker smo med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede poslali SMS-e s ključnima besedama Street Food in svojimi podatki na 051 220 220 izžrebali Petro iz Rogoze. Lično. Petra iz Rogoze, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Živijo. Petra, kak je v Rogozi danes zjutraj? Lahko samo sekundo, da pridem ven, ker sem v službi, pa Seveda, težko ne, čujem. imamo čas, bom pa čakal. Tako, zdaj sem pa zunaj, dobro jutro. Evo, še enkrat dobro jutro. Ni bilo tako daleč za it. Ne, čisto blizu. Super, kak je v Rogozi dan zjutraj? Jaz sem že blizu Gradca, tako da ne vem, kak je v Rogozi. Te pa guten morgen, ne? Guten morgen. Okay. Petra, mi imamo na voljo samo še dve prosti mesti za Toto Street Food pojedino. Danes o 5, ker danes ob 11 dopoldne se začne Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja, o 5 pa gromozanska miza, obložena do amena, vse časti Toti radio. Ja, super. Ne morem verjeti, da imam tako srečo. Ja, to bomo Da še ste me zdaj to pa izžrebali, to mislim. Ja, seveda. Vse ostalo tudi ne bo problem, ker naš svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger
je degustiral še v eni državi in Petra, zdaj boš morala ti ugotoviti, za katero državo gre. Matic, izvoli. Petra, ko sem bil v tej državi, sem seveda zavil tudi na bazar, kjer je bilo precej živahno, v zraku je bilo polno edinstvenih vonjav najrazličnejših začimb in kot pravi kulinarični popotnik sem seveda poskusil njihovo precej znano tradicionalno jed, katere glavne sestavine so kurkuma, koriander, kumina in ingver, pa tudi čili, garam masala in piščančje meso na posteljici od basmati riža. Ne? In ker so tukaj jedi precej pikantne, je to kar vplivalo na mojo prebavo. Če veš, kaj mislim, ne? Kje sem bil, ko sem jedel to? Kaj si ti, no? To je država, kjer je krava sveta žival. Indija. Indija! Pa veš, da ona ve. Si vajst alles. Pa jaz sem mislil, da ni Indija, ker Indija je že bila ta teden. Pa sem mislil, da ni. Je bila samo, vidiš, Petra, dobro posluša, samo v poizkusni igri je bila. Poizkusni igri smo. Vidiš, se splača redno poslušati. Bravo. Tako da vabljena, danes o 5:00, nichts essen, ne, danes čez dan gorje v Gracu, tam tak nimajo, tako dobro. Tako da o 5:00, no vidiš, na trgu Leona Štuklja bomo harali in ti boš zraven in vabljena na Toto Street Food pojedino, časti to ti radio. Super, najlepša hvala. Kot smo napovedali, danes zjutraj bo naš gost v totem studiu, naš coach Jure Verlič in je. Dobro jutro, Jure. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, malo se že moramo začeti o hokeju meniti, čeprav je šele 27. avgust, ampak let je že, ne? Ja, v ponedeljek v bistvu smo uradno začeli na ledu. Nam je uspelo, mislim, je delavcem športa Maribor uspelo narediti led v Mariboru kljub visokim temperaturam in bomo rekel zastareli infrastrukturi, da bi se jim tudi v tej priložnosti zahvalil vsem delavcem, ki so pomagali in nam to v bistvu omogočili za novo sezono. Saj je tisti lepi del, veš, sezone, ko je megla skozi noter. Megla, ampak je fajn, ko priješ za šlapi v bistvu v kratkih hlačah, rokavih, malo na hladno, v hladilnik. Greš na leto, treniraš, pa potem spet nazaj v šlape. Teda to je eden res lepih. Če bi le bilo tako celo leto, ne? Bi bilo fajn, mogli nekaj druge živeti, ampak vseeno super je tukaj. Neverjetno. Torej, naši lisjaki se pripravljajo na novo sezono, kot smo rekli, glavni razlog, zakaj je Jure danes tukaj, je sobotni dogodek na Mariborskem otoku, ampak preden se tega lotimo, tam bo namreč od 10 do povdne naprej druženje z lisjaki, predstavitev ekip, zabavne igre in vse to, ampak preden, dajmo malo kakva je situacija zdaj, ker kmalu se bo začela, gled, 3-krat se bomo obrnili, pa bo tu oktober, ne? Ja, res je, tako se sezona konča, pa misliš, da imaš ful časa, pa poletje vmes, ampak hitro grejo 3 meseci pa dnevi, treba se takrat pripravljati fizično, potem komaj čakaš, da greš na led. Zdaj se to zgodilo, malo smo sicer pozni, kateri so že od začetka avgusta na ledu, ampak samo oni ne znajo, tako. Ja, mi v bistvu bomo do prve tekme pripravljeni, vse selekcije so že na ledu, vsi treniramo za polno paro in v bistvu čez 3 tedne se za člansko ekipo že začne zares. Ja, tako, in kak je plan za to sezono? Verjetno narediti korak naprej še. Korak naprej, lani nam rezultatsko ni uspelo, nekako v igri smo bili boljši, ampak zdaj pa treba to v bistvu nadgraditi. Še ta del, ne moramo reči, da smo bili blizu, pa to je bilo krivo, ampak je treba res ta korak narediti, pa v bistvu pridobiti več zmag in se uvrstiti v končnico v Avstrijski ligi, v državnem prvenstvu, ki je sicer bo malo nepoznano, vam rekel, ker se spet si igra v različnih ligah in nekaj igralcev se je spremenilo, ekipe bo različne oziroma spremenjene, tako da se bomo verjetno malo spoznali v bistvu, ko bo prišlo do teh tekem, to že 16. septembra doma proti Kranjskemu Triglavu, bomo rekel neki derbi iz preteklih let,
Tako da mi imamo takrat pripravljeni in gremo že na prvi tekmi na zmago. Okay, tako da vemo, 16. smo prvič v naši ledni dvorani, oziroma ko se začne. Morda še samo to, res to državno prvenstvo je po svoje kar tragikomično, ker zdaj je težava še z Jesenicami. Vse tako se je govorilo. Zdaj, zdi se, da bi bilo še najlažje tako, da bi pač te dali Olimpiji kar pokal, ostali bi pa vikend turnir odšpilali za drugo mesto. Skoraj tako je. Mislim, smo vsi v različnih ligah, igramo mi v avstrijski Olimpiji, v bistvu najvišji regionalni avstrijski Jesenice tam. Tako da, bolj te državno prvenstvo treba res nekako speljati, da gre vsem zurniki skozi, pa da se to v bistvu odigra, je pa težko. Olimpija že čaka v bistvu v polfinalu, imajo dosti večji budžet, milijonski napram vsem ostalim. Medtem so tu še Jesenice. Tako, ampak medtem pa reprezentanca v skupini svetovnega hokeja. To pa pač fenomen, vsi se čudimo, pa mogoče na mednarodnem nivoju nam pa res gre zelo dobro. Državno prvenstvo je malo siromašeno, ampak mi imamo vsako tekmo, ki jo igrali, gre državno prvenstvo, avstrijska liga, šli na zmago, fantje se bodo potrudili za Maribor pa za naš dres. Ja, absolutno, in to vedno je, če kaj, pa je to in zato je tudi vedno več navijačev na tekmah v ledni dvorani, na vaših tekmah, ker imamo seveda domače pubece v veliki večini, hkrati pa se vidi ta srčnost, pristnost, hitrost, ki je, in hokej je genialna igra za gledati. In pa tudi 3/3 so, kar pomeni, da imaš pred začetkom pa med vsako tretjino. To hočem povedati, pa pol še analiza pa debriefing na koncu. Ampak na nek način se začne to soboto na Mariborskem otoku in kaj se bo tam dogajalo, o tem z našim trenerjem v nadaljevanju. Novo sezono smo obdelali in še enkrat verjamem, da se boste tudi potrudili, da bo še bolj doživetje obisk tekme Lisjakov, kar že je, ampak vedno še malo prostora, ampak jaz se res priporočam, če še morda niste bili nikoli, ampak nikoli ni prepozno, treba je to iti ogledati, ker je res super. Drugače pa to soboto, Mariborski otok, tam se torej na nek način začne tudi, kar se povezovanja z navijači tiče, predstavitve, kaj se bo dogajalo? Ja, to soboto od 10. ure naprej v bistvu organiziramo dan Mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport, prišli bo vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejistke, potekali bo različni treningi, ki bojo tam izvedli na otoku, v bistvu na suhem, tam še nimamo leda, ampak bazenu malo bo tako različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo v bistvu ta, bom rekel, zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti. Poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic. Tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekako zaključimo to poletje, pa se počasi pripravimo na jesen, pa pripravimo v bistvu na zimo. In na naš hokej je zelo zanimivo. Torej, videli boste lahko tam tudi čisto zares te naše oklepnike brez šasije. Ker se to vpraša, kako te izgledajo v bistvu. To je to, različne postaje in ker bo tam tudi naš trener, in zdaj slučajno teoretiziramo. Recimo, da pride kdo, pa ne bi zdaj kazali, ker so neki talenti verjetno tam zunaj, pa vidiš, pa jo zakeli v drajek takeni 5-krat zapored. Ja, pišemo tako. Ne, bomo probali, pa vsak lahko proba, pa res, če ne mislim, bo tudi naši člani tam, pa bomo malo videli, kako se to v bistvu, ali malo tisti bolj profesionalci, pa amateri, ko prvi držijo palco, da se vidi, kak je to, ampak z veseljem, če bo kdo dovolj dober,
ga takoj znamo pomagati. Nabor tam na licu mesta. Ogromno je takih športnih filmov po resničnih športnih zgodbah, ko neki totalni underdog ali pa amater pride, pa potem problem je koliko je treba na drsalki hiti. Pa dobro, tam se da, se vključim drsanje, pa dobro, ajde, za strel, da imamo nekoga. Tako, se veš, ko je prosti strel, ne? Ja, sem bil takrat, ko smo mi dva šla trenirati z vami, 5 minut pa sem znal drsati, ne. Sem že delal. Zgledalo to je tako. Ja, tako da dobro veš. Ok, torej to soboto smo rekli od 10 naprej dan hokeja na Mariborskem otoku. Lušno bo, ogromno stvari se bo dogajalo, lahko boste probali, pa tudi spoznali naše hokejistke in hokejiste. Kakršnokoli vprašanje, ki bo, Pošure, verjetno tudi ti na voljo. Mi smo tam, vsi trenerji bojo, tako da res neko prijetno druženje, sproščeno, da se spoznamo z vsem, pa tako si rekel, da tudi vidijo hokejiste, kako so brez opreme, od malih otrok do večjih, ampak tudi, da se med sabo mogoče spoznajo, ker niti naši najmanjši mogoče ne poznajo tako dobro brez opreme največjih hokejistov. Ja, tako da, evo, no to je ta priložnost, super sobota bo to na Mariborskem otoku, tako da še enkrat res vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje. Jure, zate vidiva z Jegerom, da nastavek je že za te klasične brke. So že začeli? Ja, lani so bili, pa nekak ni bilo rezultatov, bomo rekel, da pa treba malo spremeniti, pa bomo videli, kako bo šlo. Zdaj, če bo neke zmage, bomo pač puščali spet, pa gremo, dok bo šlo, če ne pa to malo superstitiousa, kako se reče. Ja, je to vraževerje, je v hokeju, ne to se tudi reče playoff beard, ne. Točno. Jure, hvala za obisk, vedno te z veseljem gostimo v tem studiu, pozdravi nam lepo vse, se vidimo v soboto na Mariborskem otoku in v novi sezoni bomo še naprej navijali. Mi vemo, nas lisjaki absolutno ne morejo razočarati. Čuj, ptičice, što poslušaš, če greš v gost, Ema, ne? Res? Ne pa moram iti. Ja, in tu je ta odgovor na vprašanje, ker je bila suša in za mene, kot še enkrat moram povedati, absolutno nepotrebno, ker ne vem, zakaj sploh bi ljudje gobe jedli. Ja. Ne, ti tudi isto razmišljaš? Ne. Okay. Ne, absolutno ne. Ker si rekel, ja, smisel končno nekdo. Ne. Ampak ali gobe bodo, bila je suša, marsikdo se to sprašuje, zakaj bi se to spraševali. Jaz sem samo pač preprosto poklical predsednika gobarskega društva Lisička, Slavka Šeroda. Torej, Slavko, kaj je zdaj z gobami? Seveda suša tudi vpliva na rast gob normalno, ne? In sicer zaradi tega, ker bi rekel, gobe se prehranjujejo dejansko s podgobjem. In podgobje za rast gob potrebuje primerno temperaturo in seveda ustrezno vlago. V 500 milijonih, odkar te gobe v taki obliki, kot jih danes poznamo, rastejo, se je dogajalo na tem planetu marsikaj. In seveda so se gobe evolucijsko temu zelo dobro prilagodile, ne? In zdaj bi rekel, pač podgobje, tisti ključni del gobe je, bi rekel, v nekem spečem stanju, čaka na ustrezne pogoje, ki so se recimo zdaj pričeli pojavljati, ko je temperatura nekoliko nižja in vlaga večja, ne? In bi rekel, nadoknadijo to, ne? Seveda gobe bodo, samo težko je pa napovedati zdaj sezono. Dobre. Že prefrigana je goba, ne? Ja. Ona podgobje ima in podgobje spi in pol bo. Zdaj je bilo malo, Slavko, dežja, malo več vlage, kaj že rastejo? Zadnji večji dogodek, ki so ga imeli gobarji, je bilo zdaj v soboto na Roglih. Tam je gobarsko društvo Zreče pripravilo eno mednarodno srečanje, kjer je bilo skoraj 200 ljudi in ti ljudje so pač v okviru tega srečanja tudi nabirali gobe, nabrali so več kot 100 vrst, kar pomeni, da se je rast dejansko pričela. Se pravi, diverziteta ni bila tako strašno velika, ampak glede na vrste sklepamo, da si je narava že nekoliko pomogla, ne? In to bi rekel v naslednjih tednih, ko lahko pričakujemo tudi nižje temperature in več vlage, lahko potem pričakujemo tudi, da bo teh vrst več. No, evo, ker je tak september pa oktober, to sta meseca, ko je raznolikost gob največja, pa je takrat tudi glavna sezona, ne? Evo, tako da Slavko Šerod, predsednik gobarskega društva Lisička, hvala za ta pojasnila, torej gobe bojo, brez panike. Tako. Meni je sicer vseeno, ampak dobro vseeno, je fajn iti. Lahko to bi vseeno, veš, mi je vseeno. Fajn je iti, samo zakaj bi po podu ril, če je gori lepo zagledati.
Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.